Pozdravljeni v Poslovnih ritmih, oddaji za vzpodbujanje inovativnega poslovnega razmišljanja. Inovativnost je edinstvena človeška sposobnost. Lastna je prav vsakomur med nami. V veliki meri je odvisna od vzpodbude iz okolja. Okolje mora namreč spodbujati sobivanje različnih znanj, kultur in spoznanj. Še bolj pa na lastno inovativnost vplivamo mi sami. Ni zanemarljivo, kako ustvarjalni smo in kako se počutimo v objemu lastne inovativnosti. Pri tem igra veliko vlogo pogum, s katerim se lotevamo vseh novih področij. Praksa nas uči, da so izhodišče vsakega uspešnega gibanja odnosi, ki jih ima vsak posameznik sam s sabo. Tudi danes se bomo sprehodili skozi osnovni poslovni model 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Pri tem ločimo 4 ključne notranje odnose. Odnos do vizije in poslanstva, odnos med zaposlenimi, odnos med vodstvom in zaposlenimi in odnos vodstva in lastnikov. Vsi ti 4 odnosi torej tvorijo notranje odnose in odgovarjajo na vprašanje, kako bo podjetje, poslovni sistem funkcioniral, se obnašal in kako bo se razvijal naprej. In to predstavlja neko mehko energijo ali, če uporabimo azijski termin, jing energijo. Medtem ko ostali 4 odnosi, to so odnos do javnosti, odnos s strankami, odnos z dobavitelji in odnos do matere narave, predstavljajo trši del in ga imenujemo lahko tudi yang energija in odgovarjajo na vprašanje, kaj. Ključen pri vsem tem pa je osrednji odnos. To je odnos, ki ga ima vsak posameznik do samega sebe. In prav ta je tisti povezovalni in prav ta daje tisti pravi naboj podjetju na njegovi razvojni poti. V dosedanjih oddajah Poslovni ritmi smo se sprehodili skozi 8 temeljnih poslovnih odnosov. Danes se bomo sprehodili skozi 9., izhodiščnega, ki je pravzaprav začetek in daje naboj vsem ostalim. To je odnos do samega sebe. Vse se namreč začne in konča pri nas samih. Če ne spoštujemo, razvijamo in ljubimo samega sebe, kako bomo potem to lahko izžarevali v odnosi do stranke, do partnerja ali do svojih sodelavcev? Če želimo biti uspešni in seveda, če želimo, da je uspešen tudi naš poslovni sistem, moramo ta proces graditi, razvijati in nadaljevati predvsem pri sebi. Poslovni sistem je namreč tako trden, kot je trden njegov najšibkejši člen. Prav nič napak ni, če povemo, da je Orias Computers iz Zagorja eno najstarejših slovenskih računalniških podjetij. Njegove korenine sežejo tja v leto 1988, ko je Oria Computers aktivno sooblikovala slovenski računalniški trg. Mnogo velikih imen takratnega računalniškega sveta danes ne obstaja več. Oria Computers pa je podjetje, ki je še kako živo. Še več, neprestano se uspešno razvija, nadgrajuje, preoblikuje in se prilagaja dinamiki poslovnih tokov. Pri svojem razvoju je učinkovito prešla iz proizvajalca in ponudnika strojne opreme v učinkovitega partnerja na področju informacijskih rešitev. Eden od razlogov njihovega uspeha je prav gotovo iskati tudi v tem, da so svoje kompetence in sposobnosti ves čas primerjali in razvijali v skladu s potrebami in pričakovanji trga. Oria Computers je v zadnjih letih naredila zelo velike premike naprej. Kako ste ta razvoj doživljali lastniki? Lastniki smo bili del tega razvoja. Moram reči, da smo tudi sodelovali pri tem razvoju, tako da to je naraven razvoj, tako da nič kaj posebenega. In s kakšno vizijo ste se vi priključili tej ekipi? Kako vidite podjetje, v katerem ste lastnik? Kakšne vrednote naj to podjetje zastopa? Moje osebne, kaj si jaz želim? Želim si to, da delam v podjetju, kjer delam tisto, kar delam z veseljem. Ker če človek dela nekaj z veseljem, je to dosti lažje.
Meni je bilo vodilo to, da če delam nekaj, pol želim to delati z veseljem. Potem ste to filozofijo prenašali tudi na podjetje, kjer ste postal lastnik? Jaz upam, da ja. In mislim, da ljudje pri nas radi delajo, vse tako jaz gledam zaposlene pri nas. Kaj je glavni motiv lastnikov? Čemu težite? Težimo k temu, da bi bila Orja uspešno podjetje. Zdaj vprašanje, kaj je za koga uspešno podjetje. Za nekoga je to, da je to dobiček. Če bi gledali z tega stališča pol Orja, mogoče ni najbolj uspešno podjetje. Ampak če pa gledamo stališča, da je Orja začela kot podjetje, ki se ukvarjalo s prodajo hardvera in da smo v tem času prišli do podjetja, ki se ukvarja s prodajo storitev, potem se mi zdi, da smo zelo uspešno podjetje, ker sem videl kar nekaj podjetij, ki so začeli s prodajo hardvera in so na tem tudi ostali, oziroma propadlo. Orja pa ni, ampak ima vedno več zaposlenih, vedno zanimivejše projekte. Torej zagovarjate rast, neke vrste organsko rast, povečevanje prihodkov, povečevanje tržnih deležev, širitev na nove trge? Sigurno, da ja. Pride pa tudi trenutek, ko vidiš, da pa ni sam to, ampak da na koncu koncev vsako podjetje mora ustvarjati tudi en dobiček. Tako da dolg časa smo tudi lastniki pravzaprav delali samo zato, ker smo se zabavali. Ampak na koncu koncev prideš do spoznanja, da en dobiček pa tudi mora biti, če hočeš, da je podjetje uspešno. Torej, Orja nekako tudi v svojem načinu poslovanja zori in se preoblikuje v zrelo in Ja, mislim, da ja, ker na začetku si je to zelo tako. 4 se dobijo, par si jih dobi, naredijo podjetje, noben nima niti, imaš en projekt, izdelaš in niti ne veš, kako bi naprej. Ne? Ampak časoma pa pol pride čas, ko ugotoviš, da se tako ne da več delati. Ne? In ali ste skozi ta proces rasti in razvoja Orje Computers tudi lastniki rasli in se razvijali? Ja, jaz upam, da smo se, ker mislim, da je pomemben trenutek bil tudi tak, ko smo spoznali, da verjetno nismo najboljši za vse. In da sicer smo bili recimo dobri za neke projekte, da smo imeli neke ideje, nekaj smo naredili, ampak to lahko delaš, ko jih je ne par zaposlenih. In pa ko podjetje raste, je pa zelo slabo, če vidiš, da mogoče nisi najbolj primeren za vodenje tega podjetja ali karkoli. Tako da je po svoje kar en težek spoznanje, da nisi najboljši in da moraš zaposliti nekoga, ki je mogoče primernejši od tebe in da se raje ukvarjaš s tistim, kar znaš delati in kar z veseljem delaš. Ali je bila torej težka odločitev postaviti profesionalnega menedžerja na čelo podjetja, ki ga nekako začneš in je tvoj otrok? Ne, sam menedžer ne, Sonja je prva od začetka že praktično direktorica, tako da tle se nismo nikoli pogovarjali o tem, o direktorju, bolj o ostalih vodilnih. Tle je bila težja odločitev. Zadnje smo vsak od nas, ki smo klele lastniki, začeli z nekim področjem. Ne vem, bila to prodaja računalnika ali jaz, ki sem se s črtno kodo ukvarjal. In enkrat spoznaš, da je boljše imeti še koga zraven in mu tudi prepustiti. In to odločitev zagovarjate in razvijate tudi naprej? Seveda. Ker če ne bi tega naredili, bi bila Orja še zmeraj tam, kjer je bila. Jaz bi recimo sam delal neke projekte, danes jih na teh projektih dela 30 in več ljudi, tako da je to bistvena zadeva, pa sam sigurno ne bi nikoli sprejel. Torej je prišlo tudi pri vas kot lastnikih in začetnikih do osebnih transformacij in do osebnega razvoja? Seveda.